Pozdravljeni. Pravkar zaključena velika nagrada Katarja je sprožila kar nekaj vprašanj, na katere mi navdušenci bi morda morali zahtevati odgovor. Današnji prispevek bo polemičen. A po veliki nagradi Katarja ostajajo odprta določena vprašanja, na katera mi, navdušenci, bi morali dobiti vsaj nek delni odgovor. A vedeli bomo pravzaprav, da v današnjem času, ki je izjemno politično korekten, so problematična že sama vprašanja, kaj šele odgovori. Ustavili se bomo pri 4 točkah, na katere menim, da mi, navdušenci Formule 1, moramo dobiti nek odgovor, da bomo razumeli, kaj nas čaka v bistvu v prihodnosti. In pravzaprav verjamem, da marsikdo bo lahko s to tematiko tudi rahlo užaljen, da ne rečem prizadet. In vsem vam se iskreno opravičujem, če določene točke bodo zbodle na kakšno malce bolj nežno mesto. A po drugi strani znam sem potem, da svoje prispevke pripravljam jaz in jih ne prepisujem, jih ne prevajam iz tujih virov. Namreč v tujih virih o naslednjih argumentih ni ne duha in ne sluha. In če me bo ta prispevek stal kakšnega gledalca ali naročnika, pa naj bo. Glavno je biti zvest sam sebi in opozarjati na tisto, kar pravzaprav ni moč zaslediti v drugih virih. Namreč, če nekdo izmed vas odgovore dobi v viru, ki je bistveno bogatejši, ki ima bistveno več resursov, mene to enostavno ne rabi. A sedaj potem malce daljši uvodu, je najbolje, da se lotimo, kaj vse je bilo narobe na veliki nagradi Katarja. In prva točka je morda na prvi pogled tista najbolj polemična. Sredi vikenda, posvečenega veliki nagradi Katarja na Bližnjem vzhodu, se je začela vršiti ena izmed največjih kriz v zadnjem obdobju. Kar verjetno s svetom Formule 1 nima nobene povezave. A po drugi strani, ena izmed frakcij, ki je vpletena v to dogajanje, ima podporo Katarja in to ni nobena skrivnost. Sedaj ne bomo se postavljali ne na eno in ne na drugo stran. In dobro vemo, da vsakršna politična izjava, na primer voznikov ali predstavnikov ekip, vkolikor je podana v vikendu, ko se prireja dirka svetovnega prvenstva, mora iti skozi cenzuro FIA. Seveda, vozniki ali ekipe morajo dobiti dovoljenje, da spregovorijo. V svojih kanalih lahko počnejo, kar hočejo, ampak tudi tam ni bilo nobene omembe, nobene zaznambe. In to ni nič takega, kajti Formula 1 si je že pred časom nadela na gobčnik. In po svoje je razumljivo, namreč Formula 1 ne sme gledati na politiko, ampak po drugi strani se lahko sprašujemo, ali res mora tako gledati na denar. Ob spremljanju dogodkov me je prešinila neka misel. Strinjam se. Ekipe Formule 1 se ne smejo ukvarjati z takimi dogodki, ki pravzaprav niso njihova naloga. Ampak predstavljajte si, da na primer pri skuderiji Ferrari bi moral vskočiti na veliki nagradi Katarja rezervni voznik. Nekaj, kar je verjetno malo verjetno, ampak vseeno možno. Namreč
Robert Schwarzman je najprej imel rusko licenco in seveda po znanih dogodkih, ko so bili ruski pokrovitelji, ruski vozniki nekako izključeni iz sveta motošporta, ko je bila velika nagrada Rusije odpovedana, je zbral licenco Izraela. Bi prireditelji velike nagrade Katarja kar tako brez težav sprejeli voznika z neko zastavo, ki jim ni ravno pri srcu, naprimer na zmagovalnem odru. Situacija bi bila tudi za Formulo 1 izjemno zanimiva. Bi bilo takrat tudi primerno biti tiho in enostavno požreti grenki grižljaj? Ne vem. Ampak je ena izmed zadev, o kateri mi, navdušenci, se moramo začeti spraševati. A povedal sem, da politika ne sodi v Formulo 1 in ta primer je bil le začetek vsega tistega, kar sem pripravil. Namreč druga točka, tista, ki je meni osebno še bolj sporna, se veže na samo progo. Kot dobro veste, asfaltna površina je bila napravljena na novo, kar ni nič spornega in je pohvale vredno konec koncev. Dolžina kroga je bila spremenjena, a zaradi tega je dirka trajala 57 krogov in ne 58, kot v sezoni 2021. A po drugi strani so prireditelji tudi spremenili obliko robnikov. In sam se sprašujem, ali je kdo iz strani FIE pregledal progo in je dal tisto novo licenco, da je v resnici pripravljena za dirko svetovnega prvenstva Formule 1. Pri ostalih lokacijah je to neke vrste navade, ki pravzaprav se odvija brez večjih pretresov. In sedaj se lahko začnemo spraševati, ali nikogar ni bilo, ali pač tisti, ki je opravil pregled, je svoje delo opravil površno. Namreč licenca proge ni nekaj, kar se podeljuje tako z levo roko ali zato, ker nam je nekdo simpatičen ali ker je izjemno bogat. Namreč večina težav s pnevmatikami je verjetno izhajala iz tega, ker pravzaprav so bili robniki pregrobi, zato smo videli sredi vikenda tudi spremembe na sami progi. A znano je, da vozniki bodo uporabili vse, kar jim je na voljo, enostavno, da bodo hitrejši. In tu se poraja vprašanje, če je nekdo pregledal progo, kaj je počel in zakaj je kar tako, brez pripomb povedal, da je na začetku dirkaškega vikenda vse v najlepšem redu. Namreč težave so se začele pojavljati kasneje. Ampak ni še konec. Če sem zdaj malce s prstom pokazal na FIO, moramo v tretji današnji točki našo pozornost usmeriti k Pirelliju. Govorili smo o sezoni 2021, o tem je tekla beseda tudi v uvodnem prispevku. Namreč prednja leva pnevmatika je že takrat na tisti prvi izvedbi velike nagrade Katarja kazala določene težave. In kakšen izbor so opravili pri Pirelliju? So praktično izbrali prave pnevmatike? Izgledalo je, kot da so bili izjemno presenečeni, ker pravzaprav so mislili, da bodo z izborom mešanic C1, C2 in C3 dirko opravili brez težav. Zakaj? V zadnji varianti smo videli, da je bila življenjska doba pnevmatike postavljena na 18 krogov, ne na 19 ali 20. Sedaj bi vas rad vprašal, kolikokrat ste videli razlago Pirellija, da pnevmatika z rdečim napisom je ona najhitrejša, ona z belim napisom ima pa najdaljšo življenjsko dobo. Zadeva, ki je bila objavljena tudi na veliki nagradi Katarja, ampak izgleda, da ni držalo.
In tu marsikdo izmed vas se sedaj lahko začne spraševati, zakaj niso pri Pireliju, naprimer, pripravili mešanice C0, zadevo, ki sem že omenil v predhodnih prispevkih, in kot drugo točko, zakaj nasplošno se niso bolje pripravili na progo, ki ni bila tolikšna neznanka, namreč v letu 2021 so se težave že pojavljale in pravzaprav z izkušnjami, ki jih imajo, bi morali nekako predvideti tudi to situacijo. A verjamem, marsikdo bo dejal, da pri Pireliju ne vedo pravzaprav, kaj počnejo, ampak so dobavitelj pnevmatik za svetovno prvenstvo Formule 1 in tega bi se morali zavedati in o tem bi se morali mi navdušenci tudi malce začeti spraševati. A glavna točka, pri kateri bomo tudi zaključili današnji prispevek, je pravzaprav prisotnost publike na veliki nagradi Katarja. Dobro je znano, da sam nisem zagovornik sprintov. Ukolikor bi vprašali mene, takšna ideja ne bi prišla niti izven pisarne, ni vredna niti, da bi bila zapisana na papirju. Ampak Max Verstappen je postal svetovni prvak prav na sprintu v soboto. In je kdo izmed vas pogledal, koliko publike je bilo prisotne na sami progi? Izbrskal sem podatek. Namreč sprint je bil najmanj obiskan dogodek celotnega vikenda velike nagrade Katarja. Prisotnih je bilo 38.750 gledalcev. In verjetno marsikomu ta številka se zdi izjemno visoka. Ko je Max Verstappen postal svetovni prvak na veliki nagradi Japonske, in rad bi vas spomnil, deževalo je kar močno, je bilo na progi v Suzuki prisotnih 90.000 gledalcev. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj imamo veliko nagrado Katarja, ki po mnenju mnogih, dovolite mi izraz, poznavalcev, je super dogodek, po drugi strani velika nagrada Francije je bila strani istih poznavalcev dobesedno zaničevana, da publika ni mogla priti, da okrog proge Le Castellet se ni nahajalo nič in da praktično dirka kot taka je bila dolgočasna. Sedaj Francijo zamenjate s Katarjem in dobili boste isti rezultat. S tem, da velika nagrada Katarja ima 10-letno pogodbo, velika nagrada Francije je iz koledarja izginila. Menim, da pri Formuli 1 se bodo morali zamisliti, namreč prav dogodki, ki so se zgodili v teh dneh, so nas nekako spravili do tiste točke, kjer moramo začeti razmišljati, kam gre sploh Formula 1. Govora je bilo o tem, da FIA bo začela razmišljati, do kje se lahko prireja neka velika nagrada svetovnega prvenstva Formule 1. Namreč videli smo, da kar nekaj voznikov je imelo težave zaradi visoke vlage in visoke temperature. Logan Sargent je izgubil praktično vso moč in vozniki so bili pod takšnim temperaturnim šokom, da so iskali zdravniško pomoč. In sedaj bomo na vrat na nos sprejemali pravila. A rad bi vas spomnil, da davnega leta 1984 na veliki nagradi Dallasa je bila situacija podobna. Se spomni Nigela Mansella, ki je omedlel, ko je svojega Lotusa potiskal proti cilju, a takrat ni bilo toplo, a takrat niso imeli določenih težav, so potrebna 4 desetletja, da se postavijo neka pravila, ali zaradi politične korektnosti moramo nekaj narediti, da izgledamo nekako sposobni, strokovni. Nažalost, sam dobivam občutek, da je drugi odgovor tisti bolj
blizu realnosti. A velika nagrada Katarja, kot ste videli, nam je dala kar nekaj iztočnic, o katerih velja razmišljati in o katerih velja diskutirati. Čeprav na prvi pogled so zadeve rahlo provokativne in verjetno marsikomu tudi ne povšeč. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.